Danes je bil prvi dan pohodniškega tedna. Kje ste hodili? No, danes smo se ob 9. zjutraj usedli na avtobus, smo se odpeljali do Laura ali pa tudi do Crvenega vrha, Monte Rosso. Smo se potem stopili iz avtobusa in smo šli lepo nad Canegro. Zdaj smo prišli gor do Valice in potem pa tam pa smo šli na traso Parenzane in se po trasi Parenzane spustili do mejnega prehoda Sečovlje. Kaj je značilno za to traso? No, za to traso je značilna, da vidimo našo lep del slovenske Istre. To je praktično fantastičen pogled na našo stran in pa tudi na soline. Tako da je pa tudi popolnoma ni nič naporna. Ni bilo nobenega vzpona, smo se lepo z lagoma spuščali, tako da lahko priporočamo. Vsem je pa tudi, bi rekel, tudi dosegljiva v določenih segmentih vedno z avtom, tako da tudi če so ljudje, ki to težje hodijo, pa bi radi videli, da se to splača obiskati. So pohodniki dobri hodili? Pohodniki so bili super, za prvi dan smo se ogrevali, vendar to ogrevanje ne pomeni, da bojo naslednji dnevi naporni. Kam pa nameravate iti jutri? Jutri gremo v Dragonijo in se potem nekaj časa vzpenjamo proti Svetemu Petru, potem se spustimo dol v dolino, v Valo, kot rečejo domačini, se pospnemo v Krkavče, v Krkutje, no potem pa gremo do Nove vasi. Bomo videli, če bomo pri moči, bomo šli še peš v Sveti Peter, tam nas pa čaka eno tako domače kosilo in moram reči, da ta sezonska zadeva zdaj divji šparglji ne bodo jutri manjkali. In kakšen je namen teh pohodov? Bi rekel, namen teh pohodov je... Verjetno ni samo hoja. Ne, bi rekel, hoja je tisto osnovni motiv za druženje, je pa to, bi rekel, in skupek vsega in spoznavanje okolja in kulture in vina in jedi. Tako da, bi rekel, hoja je tam skupin imenoval, zaradi katerega se ljubimo. Te pohodi so postali zelo priljubljeni. So priljubljeni, moram reči, da imamo stalno klientelo in naši gosti in največ je, bi rekel, na tem besedni reklami. Po malem nas skrbi, da bi bilo to celo preveč masovno, ker skupine tam nekje do 30 še grejo, bomo pa zelo veseli, če bomo uspeli enkrat, da bo veliko, tam ene skupin po 15 ljudi, pa rečemo celo leto. To bi bilo ene take sanje. Hvala lepa. Prosim, hvala lepa vam.